Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si. Drage gledalke, spoštovani gledalci, en lep pozdrav k vam. Z vami sem Šana Flogi, voditeljica oddaje Ženska s konceptom, kjer se bom pogovarjala z mojo gostjo Brigito Jurjavčič-Koračin, magistro farmacije. Brigita dela v Ljubljani v lekarni Brod kot magistra farmacije, kjer skuša vsakemu pacientu nuditi najbolj optimalno holistično obravnavo. Še vedno se izobražuje na številnih področjih, preučevanje mikrobioma pa je njena posebna strast. V tokratni oddaji vam bova z mojo gostjo predstavili holistični pristop k zdravljenju in vam poleg homeopatije, ki je edinstvena individualna metoda, predstavili še druge pristope, ki vas lahko popeljejo do zdravega načina življenja. Z izjemno sogovornico bova spregovorili med drugim tudi o tem, da lahko z visoko stopnjo empatije določimo najbolj optimalno zdravljenje, ki ga prav v tistem trenutku pacient potrebuje. Poučno, zanimivo in v praksi uporabno. Se vidimo v petek ob 17. uri na Ljubljana TV. Lepo pozdravljeni v novi oddaji Ženska s konceptom. Danes se bom pogovarjala z magistro farmacije Brigito Jurjavčič-Koračin iz lekarne Brod. Pozdravljena. Pozdravljena. Brigita, hvala lepa, da ste se odzvali na moje povabilo, kajti danes bi rada, da poveste, kako vi kot magistra farmacije delujete in delate, kajti poslužujete se tudi holističnega pristopa in seveda ste tukaj izjemna v samem svojem širokem in pestrem znanju. Tako da bi rada zvedela malce več o tem, kako delujete, kaj delate, predvsem pa me zanima vaša strast in to je mikrobiom. Hvala lepa tudi vam za povabilo, vse skupaj lepo pozdravljam. Res veseli me, da ste me povabili v studio in z veseljem vam bom predstavila moje delo. Kot je že napovedala, sem magistra farmacije in dela v lekarni Brod. Zelo prijetno okolje, moram pohvaliti mojo kolegico Barbko, ki je naša vodja, in potem vse kolegice, ki delajo z mano, kajti tudi one so moj navdih in skratka, prijetno okolje mi nudi tudi to, da se lahko razvijam naprej. Kot je že Šana napovedala, skušam resnično vsakega pacienta, ki pride k meni v lekarno, obravnavati holistično. To pomeni popolnoma individualni pristop. Zato je potrebno ogromno znanja, ogromno izobraževanja, kajti že, ko pacient vstopi v lekarno, skušam iz mimike, iz načina govorjenja, iz načina, kako me gleda, iz načina, kako se izraža, kako je oblečen, kakšno torbico nosijo gospe, razbrati, kaj je pri njemu vzrok njegovih bolezni. Skratka, želimo zdraviti vzrok bolezni, ne samo stanje. Se pravi, vi ste nekdo, ki ni samo tista, ki na potem okencu izda glede na recept nekaj, ampak v bistvu dejansko svetuje in si vzame čas. Tako. Povejte mi, kako je v bistvu vaša pot, se pravi šla, kako ste v bistvu sploh prišla kot magistra farmacije do tega holističnega pristopa in kje se je v bistvu vaša pot začela? Ja, kot tako, a ne? Vsak verjame, deluje, se izraža na način, ki smo ga mi sprejeli tekom naših spoznanj, tekom našega življenja. Imela sem izredno srečo, da sem imela starše, očeta, družbo, kolegice, kolege, ki so me inspirirale v ta svet. Jaz sem se že tekom otroštva spoznala z različnimi komplementarnimi metodami, to je že kar nekaj let nazaj. Tudi moja kolegica, ki je bila moja ena najboljših prijateljic na faksu, dr. Maruša Hribar, je izredno uspešna homeopatinja. Tako da, ja, vse skupaj potem nekako ta spoznanja, ki smo jih pač spoznali, nas vodijo v to, kaj še spoznavamo naprej, kaj nas pritegne, v kaj verujemo. Ko ti nekaj preizkušiš in vidiš, da deluješ,
aha, rečeš, to je področje, ki ga moram še raziskati. In ga raziskuješ. In ko to raziskuješ, se ti odpirajo nova področja in nova spoznanja. In vedno so odzivi naši pacienti, ki pridejo v lekarno in rečejo, hvala Brigita, super, pomagalo je, jaz se počutim veliko boljše. In to je tisti najboljši, jaz temu pravim, ne samo zahvala, ampak tisto, ko je tudi tebi na neki ravni en push za še naprej, še raziskuj delo. Moram pa tudi reči, da predavanja, ki sem ga poslušala pred 3 leti, ko sta bila predavatelja dr. Henrik Kra in dr. Markus, ona dva delata, pač dr. Henry je zdravnik v Nemčiji, in delata po principu biološke medicine, dr. Tomas Rava, ki sem ga spoznala tudi kasneje. In moram reči, da je to moja trenutna želja, da postanem doktor integrativne farmacije. To mi je res želja. To je neko področje, ki je tako široko in tako zanimivo, vključuje celega človeka. Od tega, da najprej se detoksificiramo, naseljujemo mikrobiom, potem naseljujemo vse gradbene elemente. Potrebno je ogromno znanje tudi glede hrane, kar bom kasneje povedala tudi, ko bomo poznavali področje mikrobioma, ki je trenutno moja največja strast. In potem vse komplementarne metode. Kajti se veste, mi nihamo za določenimi frekvencami. Frekvence so vse posod. Kako mi dosežemo ta stanja optimalnega zadovoljstva, so različna. In tudi pristopi so različni. In tudi pacienti so različni. Stvar je v tem, ko pride pacient v lekarno, vsi ne želijo enakih metod zdravljenja. Nekdo reče, boli me grlo, ja, super, damo septabine. On je popolnoma zadovoljen. Drugi ne. Drugi je prišel s tem, ker želi individualni pristop. Želi, da se poglobimo in samo damo zdravljenje, ki je namenjeno samo njemu. Hoče homopatijo, hoče Bachove esence, hoče, da se posvetiš res dejansko samo njemu. In kako recimo dosegate s tem, rekli ste, da je treba nekako, se pravi, najprej zelo veliko vlagati vase, v ta svoj del raziskovanj, potem pa to preverjati, kar v biti vi skozi vsakodnevno delo, kar lahko z gotovostjo rečem, da ste ena strastnejših, tista, ki res ljubite svoje delo in ste predana temu, zato tudi recimo to raziskovanje mikrobioma, kar je tudi v biti moja tista želja, da nam res predstavite, kaj to mikrobiom je, da razumemo v biti, zakaj je pomemben ta individualni pristop, tudi da ga mi začnemo upeljevati v svojem življenju, ko se v bistvu znajdemo na nekem križišču, ko pač zbolimo oziroma ko se pač ne počutimo dobro. Vedno, kot sem že rekla, so vzrok spoznanja, vzrok izkušnja, vzrok nekaj, kar porine. Naj začnem mogoče na enem prekrasnem primeru. Vsi izmed nas imamo svoje ljubljenčke. Lani oziroma 2 leti nazaj se je zgodilo, da je naš kužek, kavalirček, Benjaminček, zbolel za hudo drisko. Peljali smo ga k veterinarju, bil je obravnavan po protokolu, povsem pravilno po protokolu, in potem so ga dali v domačo oskrbo, šli smo na morje in čez 1 teden se njemu popolnoma sesulo črevesje. Ugotavljali smo za številnimi ultrazvoki, za številnimi metodami, ampak vedno, ko sem prišla, me je zdravnica samo čudno gledala, Benči je skozi slabši. Dali smo ga na ultrahipohrano. Glede na to, da je moja strast proučevanje mikrobioma, mi ni dalo miru in sem proučevala in proučevala. Moram reči, da sem rabila skoraj leto dni, da sem našla v Ameriki analizni laboratorij, ki se imenuje Animal Biome. Animal Biome sekvencionira naše blato na 1000 sevov in zmogljivi računalnik predela in računalniško obdela stanje vsakega posameznega kužka. In ugotovili so, kar imamo tudi na slajdu, da je imel kužek
Escherichia shigelo, za kar vemo, da povzroča popolnoma razpad celic v črevesju in jo je imel prisotno 60%. Dalje so mu specifični probiotik, ki kot fagno deluje na Escherichia shigelo oziroma coli. Kužek je bil zdrav po prvi kapsuli, po 1 letu mučenja. In zdaj smo v bistvu povedali, kako ste vi skozi svojo lastno izkušnjo prišli, se pravi, preko svojega kužka, ampak a se taka zadeva, recimo taka zgodba lahko potem prenese tudi, da recimo ljudje na isti način pridemo do nekih ugotovitev? Ja, a zdaj pa bo ta mikrobiom. V glavnem, ja, vsekakor, mi smo sestavljeni iz bakterijskega materijala, ki ga je v našem telesu 150-krat več genetskega materijala kot človeškega. Skratka, mi imamo 3-krat več celic bakterijskih kot človeških. V našem črevesju je 1000 cevov, od teh 1000 cevov je 40 najbolj pomembnih. To je eno ogromno področje. Glede na to, kakšno hrano mi uživamo, tudi hranimo te bakterije. Če mi pogledamo pacienta, ki ima rakasto obolenje, praktično nima bakteroide. Za bakteroide je značilno, da prepoznavajo rakaste celice. In če jih mi nimamo, smo veliko bolj podvrženi bolezni, kot je na primer rak. Potem imamo na koži drugačne seve, imamo v ustih drugačne seve, imamo na nožni sluznici drugačne seve. Skratka, ampak najbolj pomembnejše je tudi razmerje teh sevov. Vse to se da, tako kot za kužke, pogledati dati tudi v laboratorije, tudi za ljudi, kar bi zelo priporočala. Zelo pomembno je pa tudi, da imamo mi lahko leaky gut, to je prepustno črevo. To je vse povezano, sevi bakterij, hrana, ki jo uživamo, in leaky gut. To pomeni, da se sluznica enterocitov vname in v telo začne prepuščati različne snovi, ki jih drugače ne bi. To so lahko bakterije, lahko so virusi, lahko so toksini. Vse to skupaj poriši naš imunski sistem. In tukaj bi, Brigitta, naredili en kratek predah, da ljudje vdihnejo, da midve vdihneva, kaj to mikrobiom vse je, bomo po oglasih, po oglasnem bloku vse videli v drugem delu, tako da se vrnemo. Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot, solze in zmaga. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si. In smo nazaj v zelo, zelo poglobljeni temi, in sicer z mojo gostjo se pogovarjava o njeni strasti. In sicer začeli sva z leaky guttom, prišli do imunskega sistema, tako da dajva nadaljevati, kaj se potem dogaja oziroma kako poteka naprej to najino raziskovanje. Ja, tako. Rekli smo, da leaky gut, kar pomeni vnetje sluznice, povzroči, da se stena med enterociti razmakne in v telo udere cel kup snovi, ki drugače ne bi. In to poruši imunski sistem.
Mi imamo v telesu kar naenkrat preveč toksinov, preveč virusov, preveč bakterij, ostanke hrane. To je v bistvu vzrok vsem današnjim boleznim. Se pravi, da če bi mi želeli, da delujemo praktično na bolezen, ki jo imamo, moramo najprej ugotoviti intolerance, ki jih imamo na različne hrane. To sem jaz dala narediti tudi za mojega kužka na EasyDNA test, ki ga dobiš na 13 straneh, na kaj si alergičen, kaj naj bi užival, kaj ne. In ko mi ugotovimo hrane, na katere smo alergični, lahko smo alergični na piškote, ki jih vsak dan jemo, ali čokolado, ali jagode. In to nam vsakodnevno povzroča vnetje in stres. In mi smo bolani, kihamo, imamo alergije, imamo astme in ne vemo zakaj. Pač najprej raziskovati, kaj je naša intoleranca. Če imamo intoleranco. Potem je to, kakšen imamo mi mikrobiom, s kakšno hrano se prehranjujemo. Če mi pogledamo, naprimer Charlie Chaplina in Stanin Olja, ona dva se razlikujeta samo v dveh vrstah. Eden ima več bakteroid, drugih ima več firmikut. Firmikute rade jejo sladko, bakteroide ljubijo zeleno zelenjavo. Naprimer, če se mi... To tudi vidimo zdaj na slajdu, a ne? Ja, Klele zraven, da si bojo ljudje lahko mečkam predstavlja. Pa lahko kar zdaj eno pojasnilo še, Brigita. Ja, tako. Naprimer, lahko vam dam nasvet za en smuti, ki je izredno zdrav, s tem hranimo bakteroide. Naprimer, pomaranča, zelena, potem banana in špinača. To si naredimo smuti in to je krasna hrana, s katerim ohranimo bakteroide. To so tisti, ki so, se pravi, bolj ta suh ali ta debelejši? Ta suh. Ta suh, ok. Debelejši ljubi pice, Ja. se pravi ogljikove hidrate, makarončke, slanino, hrana taka. In če mi ne dajemo bakterijam, naprimer bakteroidom ali drugim sevom, hrano, ki jo one uživajo, sevi propadajo. In če mi nimamo sevov, mi nimamo bakterij, ki sintetizirajo butirno kislino. To je zaščitna snov za enterocite. Spet povzročimo leaky gut. Če mi nimamo bakterij, ki razstrupljajo, potem smo toksificirani. Če nimamo bakterij, ki sintetizirajo vitamine, nimamo dovolj vitaminov. Potem mogoče tudi zelo zanimivo področje, na katerega bi opozorila, ali lahko bakterije vplivajo na naše obnašanje, na naš spomin. Seveda lahko. 80% serotonina in ostalih prinašalcev se sintetizira v črevesju. To pomeni, če mi nimamo dovolj bakterij, ki sintetizira serotonin, smo mi lahko skozi v depresiji, skozi slabe volje. Problem je, da nimamo sevov. Vsekakor. To pomeni, da v biti je ta mikrobiom dejansko osnovni gradnik dobrega počutja, zdravja. Obnašanja, izražanja, razgradnje hrane, alergij. To je v bistvu ena prihodnost, ne? Seveda, to je ogromna prihodnost. Naprimer, če daš delati teste v Great Plains, tudi naredijo še na več straneh, kakor imamo tukaj, vidimo tudi Krebsove cikle, koliko imamo mi ATP-ja, koliko mi imamo vsega, se pravi, samo sestavo človeka. Oni ti prav pogledajo, naprimer, katere toksine imaš, zakaj imaš te toksine. In naprimer, če ugotovijo, da imamo mi preveč klostridije, klostridija deluje na sintezo dopamina. Dopamin vemo, koliko je koristen. Razlika med šizofrenijo, se pravi, šizofreniki imajo preveč dopamina, bolniki za šizofrenijo, bolniki za parkinsonizmom imajo pa premalo. Kako je ta prenašalec pomemben? Ampak to je vse povezano s hrano, ali kako? Z vsem. In sevi, ki jih imamo mi v telesu. To je vse povezano. Se pravi, bakterije, ki jih hranimo, se pravi, pomembna je prehrana in seve, ki jih imamo. Seve mi pridobivamo lahko že preko staršev, lahko
Največ pa seveda s hrano, s prehranskimi dodatki, ampak to bolj težko, ampak lahko. Naprimer, laboratorij, kamor sem jaz dala pregledati kužku, se pravi njegov mikrobiom, imajo fekalno transplantacijo v kapsulah. Se pravi, kužki, ki imajo alergije, ki se praskajo, ki imajo ogromno problemov z prebavili, z ušesi, tudi zna koniti ušesa, je potem porušena mikroflora. Oni imajo mikrobiom, se pravi presejevanje flore v kapsulah, ki lahko pač daš kužku vsakodnevno eno kapsulo in ti naseliš najbolj optimalen mikrobiom. Ni rečen, da je to top, ampak velik približek k optimalnemu zdravju. Seveda moramo potem tudi dodajati hrano, pravilno, ampak ok. Zdaj mi imamo en tak krasen primer, vašega kužka, na katerem ste pač vi dejansko preverjala, koliko je pomembna vloga mikrobioma, seveda tudi potem prenesemo to lahko na nas same. Tako. Zdaj pa recimo še prepričana sem, da utrjeno se mi je v tem, kar se pa zdaj pogovarjava. Kaj pa finance? Koliko je recimo zdaj tukaj finančno, se pravi, koliko so zdaj ti testi, ljudje si zdaj to predstavljajo, zdaj je to, moramo pošiljati v tujino, to so najverjetneje taki zneski, da si tega privoščiti ne moremo. No, tako. Kako zdaj tukaj govorimo? Zgleda zelo tako študijsko in vse. Kakšna je zdaj ta predstava? Ja, no, recimo, jaz sem dala za zdravljenje v enem letu kužka brez mikrobioma, brez poznavanja mikrobioma, boš da ne povem vsote. To je več tisoč evrov. To je za en avto, orank avto. Za test animal bioma stane $70. Ok. In delajo na 1000 sevih. Ne na 3, na 1000. Dajte, Brigita, še malo za nas. Kako bi to za ljudi? Kako bi to za ljudi, oziroma zdaj ljudje, vam seveda to vse tako, veliko tako. pove, ampak kaj so to zdaj sevi? Mi pač vemo, da zdaj te sekvence so neki vezane tudi na, ne vem, zdaj ta trenutna aktualna tema, kaj je, ampak kaj to zdaj v mikrobiomu predstavlja 1000 sekvenc? 1000 sekvenc, to je na 1000 sevov bakterij. Recimo, imamo bakteroide, firmikute, blautio, to pač tam, ko boste videli na mojem slajdu, je prav napisano na 1000 teh sevov. Ampak mogoče, če bi se vrnili, da damo eno smernico, kako bi to lahko pri ljudeh, to nas zanima. Če pogledamo sedaj, recimo, je največ obolenj, ki jih imamo v grlu, v nosu, v ušesih. Kaj se dogaja? Mi imamo 2 seva, ki sta zelo pomembna v ustih. Imamo primer punčko, ki je imela v enem letu, skratka, vsak mesec ponavljajoče se angine. Kako bi zdravili tako punčko? Imamo seve, ki so primerni za ustno votlino. Se pravi, damo probiotik, ki je poseben za ustno votlino. Naseli sev, potem uporabimo ionsko ščetko, ki deluje koristno na pozitivne seve, ker je ionsko nabita. Vse ostale seve, pač hrano, bakterije, ki so nekoristne, uniči. Skratka, tudi neugodno deluje na bakterijski biofilm. Bakterije se skladajo kot lego kocke. In če mi eno vrstico prekinemo, se pravi, aktivnost bakterij ni več toliko. Potentnost bakterij ni več enaka. Potem primerno zobno pasto, naprimer Solimejeva zobna pasta, mi je zelo všeč, zato ker res deluje na vnetja, pomirja, razkužuje. Skratka, in potem bi se jaz tukaj poslužila lahko tudi homeopatijo, ki jo bomo imeli v naslednjem. Takoj, ko bomo zaključili. In punčka v 2 letih ni imela več ponovitev angine. Tako da, evo, Brigita, zdaj si ponovno vzamemo malce predaha. Dragi gledalci, tako da sledite tudi v zadnjem, 3. delu, kaj ti bomo povedali še več praktično uporabnih smernic, kako si lahko s homeopatijo izboljšate svoje počutje, zdravje in seveda takoj po reklamnem bloku.
Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot, solze in zmaga. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si. Well, I don't mind to slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone anymore. In že smo nazaj v tretjem delu. Z mojo gostjo se pogovarjamo o mikrobiomu, govorimo še o drugi plati, ki ga prakticira moja gostja, magistra farmacije, ki je popolnoma drugačna. In sicer, kako se pravzaprav, Brigita, znajdete med vso poplavo tistih škatlic, flašk, stekleničk, da sploh v bistvu znate in pravilno svetovati, kaj bi zdaj v bistvu človeku svetovala? Koliko je tega? Ja, res, pri nas v lekarni imamo, jaz mislim, da približno 17,000 izdelkov. Res, meni je to prav v čas, da živimo v času, kjer lahko operiramo s tako velikim številom izdelkov, s tako ogromno znanja, ki ga imamo trenutno možnost poznavati. Res. Kaj pa potem ta druga komponenta, komplementarna, se pravi ta celostna? Kaj so pa kateri elementi, kateri so tisti, ki potem nekako so vaše orodje, s katerim potem tudi svetujete oziroma delujete? Homeopatija? Tako. Stranke so res različne. Nekatere si res želijo individualnega pristopa. Želijo si homeopatije, želijo si Bachove esence. Mi smo večplastna bitja. Mi res moramo prisluhniti pacientom, ki si želijo naravnih metod zdravljenja. Brez stranskih učinkov, da dosežemo samo učinek, ki je koristen, brez stranskih učinkov. Naj vam spet dam primer, naprimer mojega kužka. Bili smo na morju, mož je rezal kužku krempelčke in je seveda zastrigel in je začela teči kri v curku. Zavil je brisača, vsi smo bili bledi, kaj narediti. Imela sem s sabo homeopatske kroglice Arniko, prvo kroglico, ki sem jo dala v kovčček, kri je nehala teči. Kaj se vam zdi, da je boljše? Da uporabimo nekaj, kar deluje, ali da se oblečemo vsi panični s krvavo brisačo in gremo sredi morja nekje tam k enemu veterinarju 10:30. Res, mislim, da je dobro, da uporabljamo stvari, ki nam koristijo. Torej, to so v bistvu stvari, ki so praktično na dosegu roke, Tako. Ki so praktično tudi cenovno zelo sprejemljive, a ne? In po drugi strani homeopatske kroglice, a ne, so tudi klele na najni polički, tukaj Tako. zraven. In sicer to so homeopatske kroglice Infražil. Tako. Te boste tudi, dragi gledalci in gledalke, lahko dobili, kajti v nagradnem žrebanju bojo tele kapljice dobile svojega lastnika. Bova pa tudi malce več, oziroma bo Brigita malce več povedala o teh kroglicah in pa seveda podarili bomo še 3 majčke, ki jih je prinesla, tako da hvala lepa. Zdaj pa dejva povedati malce več o homeopatiji, Tako. o teh kroglicah, granulah, kakorkoli jih že pač imenujete. Moram reči, da sama uporabljam homeopatijo, tudi moji otroci, in so sploh pri otrokih, ne, so rezultati takojšnji. Tako. Ker so še toliko čisti, ne, toliko v bistvu še neokrnjeni, kar se tiče hrane in vsega tega, ne,
In res v bistvu so učinki tisto, tako kot ste rekla, ne? Takoj se je nekaj ustavilo, takoj je nekaj brez stranskega učinka. Tako. Malo mi povejte. Ja, tako. Homeopatijo je ustanovil Samuel Hahnemann v 18. stoletju. Že Aristotel je verjel, da imajo živa bitja vitalno silo, ki omogoča bitjem čutenje in dejavnost. Glavni nauk homeopatije je podobno se zdravi za podobnim. Kaj je to vitalna sila? Otroci, ljudje imamo različno vitalno silo, kako bi to videli. Naprimer, neka stara oseba po hudi bolezni je praktično brez vitalne energije. Nekdo, ki pride, ki mu žarijo učke, ki niha z tisto frekvenco, ki vidiš, ki skače v zrak, to je zdravje. Ne? To je vitalna energija, ki je praktično v homeopatiji tudi pomembna. Bom povedala potem zakaj. Se pravi, homeopatija je individualna, edinstvena metoda, kjer se res individualno posvetimo vsakemu pacientu. Se pravi, naše celice nihajo za frekvencami. Kadar mi dosežemo lahko ali s kristali, ali z rastlinami, ali z aparaturami frekvenco, ki vstopa v resonanco z frekvenco, ki povzroča bolezen, omogočimo popolno ozdravitev. To je bistvo homeopata, da resnično iz slike, ki jo dobim, bom tudi potem kasneje povedala, kako to poteka, ta pogovor s pacienta, določi najbolj optimalno frekvenco, najbolj optimalno remedijo, ki nam bi omogočila ozdravitev. To je študij, ki poteka celo življenje. Potrebuješ ogromno znanja, ogromno empatije. Naprimer, kot sem rekla, pride gospa, ki ima roza torbico. Ne? Kaj naj bi ta oseba bila? Potem povprašaš po simptomih, ali imate radi sveži zrak, imate radi odprta okna, ste žejna, imate rada mastno hrano. In ugotoviš, da je to lahko ženska, ki je pulzativa. Značilnost pulzative je, da je nežna, čuteča ženska, ki vedno nudi oporo. Kako se to vidi, naprimer, pri njeni bolezni? Lahko ima rumene izcedke iz nosa, lahko ima astmo, lahko ima nekaj, kar pač je povezano z korelacijo pulzative. In to pomeni, da vi že na podlagi tega, se pravi, pogovora, tako kot ste v bistvu rekla, se pravi, da mora biti tudi homeopat na neke vrste dober empat. Empatija, da je tista. Farmacevt na splošno mora biti dober empat. Ne? Ti lahko iz mimike obraza, iz gubic, iz tega, kakšna je koža, kje se sveti, razbereš, kaj telesu manjka. Ne? Kaj je vzrok? To so znanja, ki jih moramo mi imeti. To je celo življenjsko raziskovanje. No, tukaj ste vi posebna, ne? Ja, ne še. Zato tudi za začetku, ampak ja. Zato tudi recimo v nadaljevanju, ne, ko pacient pride, na kakšni osnovi izberete, katero homeopatsko zdravilo oziroma kroglico potrebuje in pa seveda kako mu potem to predpišete oziroma kako potem to pacient jemlje? Tako. Želela sem mogoče še prej omeniti samo še tole, da pri homeopatiji je zelo pomembno, da mi tudi ločimo večplastnost človeka. Imamo mentalni nivo, imamo emocionalni nivo in imamo fizični nivo. Skratka, bolezen je po Hahnemannu odstopanje harmonije v vsakem izmed tem področji. Naprimer, če se malo podrobno pogledamo, mislim, tako, vsako področje, mentalni nivo nam določa jasnost misli, koherentnost misli in kreativna nesebičnost. Naprimer, en tak zelo dober primer. Nek zelo inteligenten človek se je odločil oropati banko.
Ne? On je inteligenten, ne moramo reči, da njegova mentalna sposobnost kaj varira. Ampak ropanje banke je pokvarjeno dejanje. To ni v skladu z načeli, ki jih pač ima ta družba. Ne? Potem, če gledamo emocionalni nivo, imamo pozitivni emocionalni nivo, to pomeni, da smo mi srečni, ali negativni emocionalni nivo, to pomeni depresije, apatije, žalost, skratka, ta negativna čustva. Potem imamo pa fizični nivo. Ta bolezen se pojavi takrat, ko se sesujeta ta dva nivoja, ne? In se kaže z naprimer astmo, z obolenjem ledvic, z obolenjem grla, z obolenjem ušes, skratka, vse bolezni današnjega časa, ki bi jih lahko opisali. Se pravi, Brigita, vi ste prava zakladnica znanja in bom rekla praktičnih usmeritev. Ja. Tako da bova, glede na to, da imava seveda vedno, jaz pravim, vsak gost v moji oddaji ima skoraj potem na koncu premalo časa, da bi lahko vse strnili, kar bi radi, bova rekli tako, da nagradna igra je naš tale infražil, ki so v bistvu homeopatske kroglice. Tako da to prinašate kot darilo. Po drugi strani je pa to tudi nekaj, s čimer lahko ljudje sestavijo svoj imunski sistem. Je tako? Tako. Se pravi, kot sem omenila, frekvence, ki jih dosegamo z rastlinami, tle mogoče bi lahko tudi poudarila, da mene fascinira mogoče tudi solime, ki z uravnoteženimi frekvencami njegovih izdelkov povzroča čudovite rezultate. Skratka, čistejša, ko je frekvenca, močnejši imamo učinek. Infražil kapljice oziroma kroglice so pekanine in so delane po Paracelsijevem postopku spagirike z homeopatskim potenciranjem. Spagirika je posebna metoda, kjer mi dosežemo zelo čisto substanco. In potem še homeopatsko potenciramo, zato je to izredno dober učinek pri vseh virusnih in bakterijskih obolenjih, ki ga lahko koristimo tekom zime. Vedno tudi moramo pogledati na to, če nekdo otrok, ki je šel sedaj šele v vrtec, mu priporočamo daljšo uporabo. Če pa nekdo, ki ima dosti dober imunski sistem, se pravi, je njegova vitalna sila visoka, to uporabi samo takrat, kadar začuti, da ga začne mogoče zgačkati v grlu, vzame 5 kroglic, praktično meni to deluje takoj. Brigita, to je nekaj, kar definitivno mislim, da trenutno to vsakdo izmed nas potrebuje. Jaz to kar prakticiram vsako jesen, tudi celotna moja družina. Tako da vsi tisti, ki boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, ki bova rekli, da kar ime teh homeopatskih kroglic zapišite na naši spletni strani kot odgovor na naše nagradno vprašanje. Tako da izžrebanec srečnež dobi tole čudovito nagrado. Tako da, Brigita, najlepša hvala. Enako v bistvu velja za tele majčke, tako da 3 tolažilne nagrade bomo še zraven dali, tako da tisti 4 srečneži, ki boste povedali, kakšne kroglice je danes moja gostja prinesla, jih tudi dobite. Brigita, čisto za konec, najdemo vas v lekarni Brod. Tam vas lahko ljudje v živo spoznajo in posrkajo v smislu svojih vprašanj, kaj jim lahko svetujete glede njihovega zdravja. Za čisti konec samo še ena misel, da se posloviva od naših gledalcev. Vsem vam želim res prekrasno jesen. Čim več prelepih trenutkov v krogu vaše družine, čim več spoznanj in skratka, vse lepo vam želim. In ostanimo zdravi, ostanimo v pravi frekvenci, kar je govora zdaj že zadnje 2 oddaji smo posvetili frekvenci, tako da, dragi ljudje, ohranjajte visoko vibracijo. Radi se imejte in se vidimo ponovno naslednji petek.
Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot, solze in zmaga.